V zadnjem desetletju smo na področju mobilnosti in dostopnosti naredili pomemben korak naprej. Ne le v rešitvah, temveč tudi v razumevanju potreb oseb z različnimi oviranostmi. Pomemben del tega napredka predstavlja projekt Multimodalna mobilnost, ki razvija sistemske rešitve glede dostopnosti in mobilnosti. Ključni soustvarjalci projekta so uporabniki z različnimi oblikami oviranosti. Zbiram podatke na terenu, pregledujem same dostopne pešpoti, pločnike, morebitne ovire, poslikam tudi vse parkinge, javne objekte, se pravi, da se vidi, kakšen je dostop, da si lahko vnaprej pogledamo, kako priti kam, kakšni so vhodi, dostopi, klančine. Sam sem po moje že kar več 10 občin tako pregledal in v bistvu na začetku sem bil kar malo presenečen, sploh v manjših občinah sem mogoče pričakoval slabšo dostopnost, pa temu niti ni bilo tako. Kakor generalno rečem, da za celo Slovenijo, da so nekako pešpoti več ali manj dostopne, seveda so še neznižani robniki, ampak to so, dajmo reči, bolj izjeme. Vhodi v javne, sploh zasebne objekte so še kar problematični, vmes tudi sodišča so mogoče še nedostopna, tudi same upravne enote občine, to se danes res več ne bi smelo dogajati. Mogoče celo javni transport, sploh medkrajevni, za nekoga na vozičku, avtobusi, se pravi medkrajevni, niso dostopni. Na področju vlakov se je začelo malo premikati, čeprav je še vedno veljavi sistem, kjer moraš vnaprej poklicati in se najaviti. Kar spet ni inkluzija, nismo enakovredni hodeči populaciji, se pravi. Brezplačen prevoz, ki je možen tudi za nas na vozičkih, podobno kot recimo Kavalir v Ljubljani, skratka ga pokličeš in te pač odpelje kamorkoli po Domžalah. Ima pa tudi to prenosno klančino in skratka je dostopen za nas na vozičkih. Rekel bi tako, da je dostopnost do informacij in komunikacije za gluhe in preglušne najpomembnejša zadeva. Zelo težko pridemo do informacij. V okviru teh projektov jaz upam, da ti predlogi bodo prišli do nekoga, bodo prišli do javnih institucij, do tega, da bomo imeli boljši dostop, da bodo gluhe osebe imele dostopnost z tolmačenjem malo več oddaj oziroma še tudi kakih drugih informacij. Za naglušne je pomembno, so pomembni poleg tehnični pripomočki, ki nam pomagajo še nekaj slišati, pa so pomembni podnapisi sproti in v živo. Organizatorji projekta, Geodetski inštitut Slovenije, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo ter Beletrina, vsako leto predstavijo rezultate projekta. Na dogodku v Narodni galeriji v Ljubljani so zbrane nagovorili številni govorniki, med njimi tudi predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar, ki je izpostavila, da je projekt prerasel v močno in celovito področje, ki ga še vedno spremljajo številni izzivi. Minister Simon Maljevac je ob tej priložnosti predstavil rešitve za stanovanjsko problematiko za invalide in starejše. Po njegovih besedah ni cilj, da se človek prilagaja sistemu, ampak da sistem podpira človeka. In to je misel, ki jo v praksi že danes uresničuje prav projekt Multimodalna mobilnost, katerega obseg in pomen iz leta v leto rasteta. Projekt poteka že 10. leto, vsako leto vključimo med 20 in 30 novih občin, tako da v preteklem letu je bilo 25 občin novih. V projekt je vključenih več kot 104 občine. Imamo participativno vzdrževanje, da nam s terena invalidi poročajo, kje so spremembe in da te vnašamo potem v podatkovno bazo. Potem, da smo za umetno inteligenco poskušali tudi en določen del navodil dobiti ven in pa, da smo pravzaprav odprli novo poglavje, tudi zgodbo 5 prostorov. To pomeni, da združujemo 5 podatkovnih baz, 5 različnih področij v eno. Prvo je dostopnost od doma do vrat javne zgradbe, druga je dostopnost javnih zgradb znotraj, tretji steber je digitalni prostor, pomeni dostopnost spletišč in pa
drugih digitalnih informacij. Četrti je socialni prostor, to pomeni, da so navodila za pot, prevozi na klic in tako dalje. Peti prostor je pa pravzaprav virtualni prostor, so pa roboti, umetna inteligenca in pa seveda virtualna resničnost. Se pravi, da bo nekdo invalid ali pa starejši šel lahko recimo v rojstni kraj in se tam sprehodil, robot bo pravzaprav pa kontroliral njegovo hojo. V zadnjem letu smo vključili tudi osebe z motnjami v duševnem razvoju, ker je bilo tudi s terena veliko vprašanj, zakaj oni niso vključeni. Ljudje z različnimi oviranostmi se morajo na vsako pot skrbno pripraviti. Že pred odhodom morajo preveriti stvari, ki so večini samoumevne, ali bodo lahko prišli do informacij, kje so dostopne sanitarije, ali javni prevoz omogoča vstop, ali je na poti kakšna ovira, kako je z indukcijsko zanko in drugo. Za približno 45% slovenskega prebivalstva, ki se uvršča med ranljive skupine v prometu in tudi v prostoru, to niso malenkosti, ampak pogoji. Projekt Multimodalna mobilnost ustvarja okolje, kjer ti pogoji ne bodo več ovira, temveč standard.